ta samozavest v športu je tako kot nek roller coaster in zelo pogojen z rezultati. Sem hodila tako še v trgovino, recimo, totalno nesamozavestna in sem hotela samo hitro iti iz trgovine, da me mogoče noben ne bo srečal, ker sem si mislila, da vsi... Lepo pozdravljeni v podcastu Dobra stran športa, ki ga podpira Argeta. Sem Andreja Holsedel, športna psihologinja. Z zanimivimi gosti iz sveta športa bom govorila o ženski samozavesti v športu. V tokratni epizodi se bomo poglobili v nihanja samozavesti in različne načine, kako samozavest graditi. Z mano bo bivša alpska smučarka Meta Hrovat in fizioterapevt dr. Matej Ipavec, slišali pa bomo tudi naši bivši smučarski skakalki, ki se ju zagotovo še spomnite. Pripravljeni? Gremo! Meta, dobrodošla v našem studiu. Ti si svojo kariero začela kar 3-krat. Prvič kot mlada športnica, drugič po vrnitvi po poškodbi in tretjič potem, ko si se po kratkem premoru vrnila na bele strmine. Kako se je tvoja samozavest spreminjala skozi vse te težke začetke in predvidevam, da še težje zaključke? Ja, svojo kariero lahko rečemo, da sem začela 3-krat. Sicer prvi začetek, tako ko začneš kot mlad športnik, nekako se mogoče ne zavedaš, da je to sploh nek začetek oziroma ga takrat mogoče ne dojemaš tako, oziroma jaz ga nisem, ker je to neka naravna pot in takrat mi je bilo meni v bistvu važno, da se družim z mojimi prijatelji, da se imam fajn. Potem po poškodbi, takrat sem bila stara 16 let, takrat pa lahko rečem, da je bil to nek prelom in sem takrat začela se s športom mogoče tako ukvarjati profesionalno, a ne. Spomnim se, da sem takrat se v glavi res odločila, okej, zdaj pa to je to, a ne. In sem tako zelo resno zagrizla v to. Mogoče, če zdaj pogledam nazaj, mogoče je malenkost prezgodaj, malenkost preveč resno, ker takrat sem jaz videla samo smučanje in res sem posvetila temu vse, a ne. Tako da potem ta moj tretji začetek, ki mogoče sploh ni bil zares začetek, ker nisem prišla niti do prve tekme, takrat sem začela zelo, če sva prej mogoče govorili o samozavesti, sem začela zelo nesamozavestno, v bistvu nekako izgubljeno, zaradi tega, ker sem se lotila tega povratka mogoče iz nekega položaja, ke nisem čisto vedela, po domače povedano, kam naj se dam, in to me je vodilo v mogoče nekoliko nespametno odločitev in sem takoj videla, da to ni to, in tudi res samozavesti ob tej vrnitvi nisem imela in mogoče se je tudi zaradi tega ta zgodba tako hitro končala, kot se je, a ne. In zdaj, ko si se ozrla nazaj v svojo kariero, govoriš torej o trenutku, ko je bila samozavest nizka. A se pa morda spomniš trenutkov, ko pa je bila samozavest res zelo visoka? Veš, tisti občutek, ko verjameš, jaz zmorem in znam vse, jaz bom to naredila, jaz bom to pokazala, nič me ne more ustaviti. A se spomniš teh trenutkov, kdaj so bili? Ja, zelo dobro se jih spomnim. Če se zdaj spet vrnem nazaj v otroštvo, nisem bila najbolj samozavesten otrok, se mi zdi, zaradi tega, ker sem bila skozi mogoče majčkeno bolj okrogla, in tudi na tekmah zaradi tega, ne vem, nekako nisem bila najbolj samozavestna. Potem, ko sem pa ratovala boljša v športu, a ne, in sem nekako z rezultati sama sebi dokazovala, da mogoče to ni ta pravi način, ampak nekako so mi rezultati dajali to, da počnem stvari, ki jih počnem, da smučam dobro, a ne. In jaz sem bila potem v moji karieri, sploh v zgodnjem obdobju te profesionalne kariere, zelo samozavestna, ker
v bistvu rezultati so bili boljši iz tekme v tekmo. Zelo mlada sem bila v bistvu zelo dobra in zelo mlada sem bila na stopničkah za svetovni pokal, kar mi je dal ogromno samozavesti in mogoče neka krila, ki mi jih je potem nekako skozi nekaj tekem, ko sem videla, da mogoče ne bo šlo samo na gor, ne po teh prvih stopničkah, so mi krila malo prirezali, ampak še vseeno je pa samozavest pri meni ostajala vse do zadnjih sezon, ko mi res ni šlo. Takrat pa se spomnim, da sem hodila tako še v trgovino, recimo, totalno nesamozavestna in sem hotela samo hitro iti iz trgovine, da me mogoče noben ne bo srečal, ker sem si mislila, da vsi v meni vidijo samo slab rezultat. Tako da ja, ta samozavest v športu je tako kot nek rollercoaster in zelo pogojen z rezultati, a ne. Meto smo veliko spraševali o samozavesti v njeni karieri. Samozavest je namreč nekaj, kar bi si vsak športnik želel. Pomeni, kako močno športnik verjame vase in v svoje sposobnosti, da lahko nekaj doseže ali dobro izvede neko nalogo. Poudariti pa je treba, da gre pri samozaupanju za subjektivno oceno lastnih sposobnosti. In ta se, kot to velikokrat opazimo, včasih ne sklada z dejanskimi sposobnostmi in znanjem športnika. In športniki se pogosto najbolj spomnijo tistih trenutkov, ki pa niso bili tako veseli in tako samozavestni, ampak trenutkov, ko so bili v dvomih, ko so imeli skrbi, ko jim ni šlo vse po planu. Tudi teh je bilo verjetno nekaj v tvoji karieri. A se teh tudi spomniš tako dobro kot teh, ki si jih ravnokar opisala? Ja, ker jih je bilo veliko. Sploh, kot sem prej omenila, v zadnjih letih moje profesionalne kariere je bilo res ogromno nekih padcev oziroma razočaranj. In ko se spomnim teh tekem, moram reči, da so ob slabih tekmah in treningih, da so to res močna čustva, ker zdaj recimo v normalnem življenju jih ne doživiš oziroma jih ne doživiš toliko intenzivno. In je zelo težko nekako ob slabih rezultatih in ob razočaranjih obdržati samozavest. Meni ni uspelo, ne. Tako da, ja, ker je res intenzivno. Zelo veliko bolj intenzivno kot v normalnem, pod narekovaji, življenju, ne. Tako. In ta notranji monolog, ki pogosto spremlja take trenutke, zna biti včasih zelo negativen. A se mogoče spomniš, kakšna si bila ti sama sebi? A si bila kdaj tudi največji nasprotnik ali si znala recimo sama sebe tudi potolažiti, spodbujati, se motivirati za naprej? Ne, jaz sigurno sem bila sama sebi kar Težek nasprotnik, ja. In se nekako, mogoče nisem dober primer tega, da bi se znala sama sebe bodriti in se nekako spraviti v boljšo voljo, a ne. Zato sem hvaležna večino svoje kariere dobre ljudi okoli sebe, ki so mi pomagali. Ampak v določenih momentih pa okoli sebe nisem imela ljudi, ki bi bili sposobni oziroma bi me razumeli. Takrat je pa potem moj negativen monolog prevladal in sem šla v tako negativno spiralo, iz katere se do konca kariere, a ne, potem nisem izvlekla. Tako da zelo je pomembno, s kakšnimi ljudmi se obdaš na taki poti. Družina je nekaj, ampak oni niso ves čas s tabo. Ja, to je zelo pomembno. Ne, mogoče je biti vedno svoj prijatelj, a ne, v notranjem monologu rabimo tudi druge ljudi, ki nas malo spomnijo na to, kaj mi smo, pa kaj znamo, ne glede na rezultat, a ne.
In rekla si, da si se vrnila v šport, zato ker si v bistvu mogoče pogrešala ta del življenja, ki ga najboljš poznaš in te je bilo malo strah, kaj bo pa potem v drugem življenju. In meni se zdi, da ta prehod iz športa je zelo stresen za športnika, ker namreč prihajaš v neko okolje, ki ga še ne poznaš in nenadoma se lahko sprašuješ, kakšna je moja vrednost, če jaz nisem več športnik, a ne? Kdo pa sem jaz, če nisem več športnik? Kako se bo pa moja vrednost merila zdaj, ko se ne meri več s športnimi rezultati? To so vprašanja, ki se verjetno vsakemu športniku porojijo, ali so se tudi tebi? Ja, jaz moram reči, da šport je bil zame vedno nek varen mehurček, v katerem sem se počutila vredno in ljudje so me cenili, a ne. Potem, ko sem se odločila, da zaključim svojo kariero precej mlada za naravo športa, alpsko smučanje, a ne, sem bila stara še vseeno 24 let, a ne. In takrat nekako po koncu, vedela sem, da ne morem več, ker me je telo opozarjalo, da nisem zmogla več naporov, nisem zmogla več smučati na takem nivoju, kot sem si želela. Nekako se mi je zdelo, da sem na platoju, iz katerega se ne morem spraviti, a ne. In odločitev, da končam kariero, je bila težka, ampak v tistem momentu je bila zame edina sprejemljiva. Potem, ko sem pa končala kariero in se postavila v čevlje normalnega življenja, a ne, mi je pa ratalo grozno, ratalo me je strah, ker nisem vedela, kam naj se dam, in počutila sem se, da nisem več cenjena in da karkoli počnem, tega ne počnem dobro, ker sem bila navajena iz smučanja, da se smučam, da se redko katera ženska na svetu smuča tako dobro kot jaz, in to ti daje tak komfort, a ne. Res dober občutek. In potem, ko tega nimaš, česarkoli se lotiš, se lotiš na novo, a ne. In traja, da stvar osvojiš, pa naj bo karkoli, a ne. In to je tak zastrašujoč občutek, s katerim se takrat nisem mogla spopasti in nisem mogla mirno spati. In potem je prišla še ena dobra, v redu ponudba od proizvajalca smuči za pogodbo in sem stopila na vlak nazaj v svoj mehurček in sem se nekaj časa počutila dobro, udobno. Ampak potem, ko se je pa začelo zares in so se bližale prve tekme, sem pa videla, da res ne spadam več tja, in sem si rekla, okej, nekako bom že zmogla se spopasti z normalnim življenjem, če se večina ljudi na svetu so pač zmožni se spopasti, se bom tudi jaz in se bom že našla v nečem. In to je bilo to. In sem se pomirila z odločitvijo. Mogoče ni mi žal, da sem šla nazaj, zaradi tega, ker sem si res potrdila, da nekako ne zmorem biti več v profesionalnem športu. In da je to to. Meta omenja, da je bila v različnih delih sezone različno samozavestna. Govorimo o različnih pojavnih oblikah samozavesti. Ta je lahko trajna lastnost ali trenutno stanje. Tudi zelo uspešen športnik lahko na posamezni tekmi za kratek čas podvomi v svoje sposobnosti, medtem ko lahko športnik z običajno nižjim samozaupanjem v določenem delu tekme preseneti samega sebe, na primer zaradi dobrega začetka. Če si iskala odgovor, si ga torej dobila. A se ti zdi, da si, ko si razmišljala o tem, kaj narediti, ali še nadaljevati, ali zaključiti,
Ali si razmišljala samo o sebi, se pravi, kaj jaz čutim, kaj je zame dobro, kaj bi se jaz odločila? Ali se ti zdi, da si se kdaj obremenjevala tudi s tem, kaj bodo pa drugi rekli in mislili, tako mlada, zaključila kariero, morala bi nekaj drugače? Ali se ti zdi, da je tudi to lahko vplivalo na tvoje odločitve? Še zdaj dobim kakšen komentar oziroma kar nekaj njih. Joj, če bi bila pa ti na olimpijskih igrah v Cortini, to bi bilo pa res krasno. Mi verjamemo, da če bi bila na olimpijskih igrah, bi dosegla dobre rezultate. In to zdaj mi gre skozi eno šest noter in skozi drugega ven, kot pravimo, ampak še vseeno pa, če ne bi bila toliko prepričana v svoje odločitve in če ne bi samozavestno stala za odločitvami, je to težko. Zaradi tega, ker še vseeno imam zdravo telo, nisem spet toliko stara, bi bila že med starejšimi recimo, ampak ne pa čist med najstarejšimi in bi me lahko bi podvomila v svoje odločitve in lahko bi se počutila tako v stiski, če ne bi bila sigurna v svoje odločitve. Ampak sem in sem pomirjena, tako da to mi daje samozavest za življenje, ki ga živim zdaj, da se znam prav odločati in da stojim za svojim odločitvam. Torej, kaj bi se v bistvu sploh moralo zgoditi, če se lahko sploh to zgodi, da bi Meta še smučala v svetovnem pokalu? Trenutno se ne bi. Se ne bi. Se ne bi moglo zgoditi nič. Ampak nekaj časa nazaj, takrat, ko sem se pa odločala, ali končam kariero ali ne, pa kaj pa vem, če samo to so spet čeji, ampak kot so prej govorile, če bi imela ljudi okoli sebe, okolje, ki bi mogoče me v drugačno smer potiskalo. Moji doma, recimo, me podpirajo karkoli se pač odločim. Stojijo za mano, Ampak če bi imela jaz takrat, ali so to trenerji, ali strokovni štab okoli sebe, bi se mogoče odločila drugače. Tako da, ampak zdaj pa se ne more zgoditi prav nič. Nič, da bi te v to prepričala. Da bi me prepričala v to, ja. In ko gledaš zdaj za nazaj celo kariero, zdaj, ko si se znašla v drugi karieri, kaj vse ti je šport dal in ti verjetno še zdaj koristi in pomaga in verjetno ti je nekaj tudi vzel? Ja, šport mi je dal ogromno. Predvsem disciplino, ki jo imam za katerokoli stvar, ki se jo lotim, naj bo to v poslu ali pa tako v življenju nasploh. Pa tudi neke zdrave navade, da je zame higiena, da se še vedno ukvarjam s športom, da imam zdravo in funkcionalno telo, pa se mi zdi, da tako nekako vrednote, kako imam razporejene, sem naredila to razporeditev vrednot zaradi športa, tako kot jih imam, in se mi zdi to dobro. Kar pa mi ni všeč, kar sem iz športa prinesla s sabo v življenje, je pa neki pretiran egoizem, ker v športu, sploh v individualnih športih, vedno poudarjajo, da moraš, če hočeš biti uspešen, moraš biti malo egoističen. In si, zaradi tega, ker cel dan, 24 ur na dan, skrbiš za svoje telo, da se ti počutiš dobro, da si ti spočit za treninge, da si ti pripravljen za naslednji dan. In pozabiš, da je treba skrbeti, vsaj jaz zdaj govorim zase, da je treba skrbeti tudi za ljudi okoli tebe, To so družina, prijatelji, pač da ni dovolj, da greš na kavo s prijatelji, ampak da dejansko jim
si jim na voljo, a ne, in tudi družini, starejšim, tako. In to se mi zdi, da ti šport malo izkrivi to predstavo, ker moraš biti skoncentriran nase, da si ti v najboljši formi, kar je logično, ampak ni pa dobro za življenje. Se strinjam s tabo. Celostni razvoj in pozornost na vse vidike življenja, ne? Včasih nas šport malo pretirano izolira v nekaj. Zanimivo, nisi omenila, veliko športnikov omeni, da bodo pogrešali adrenalin, da bodo pogrešali tisto vznemirjenje na štartu. Ne boš pogrešala tega? Ne pogrešam tega, zaradi tega, ker najdem to v drugih stvareh. Ukvarjam se še vedno s precej adrenalinskimi športi in mi dajejo dovolj tega občutka. Se včasih vprašam tako, ker čutim, da rabim to, nek ta občutek, in se vprašam, a je to okej, a je to zdravo, samo uživam v raznih športih, od katerih dobim ta adrenalin. In na tekmah ga v bistvu zadnje 2 leti, jaz rečem, da sem se počutila tako otopelo in tega nisem čutila. Tako da nazadnje, ko sem začutila ta adrenalin na štartu, ko vse izgine in si samo ti in prazna glava, na štartu, od tega je minil že kar nekaj let, ker zadnje 2 leti, 3 moje kariere tega nikoli nisem začutila. A tudi na zadnji tekmi, prav ko si stala na štartu zadnje tekme, ni bilo tega občutka? Oziroma, kakšen občutek je bil sploh? Sploh nisem vedela, katera tekma bo zadnja. Zadnja. Tako da nikoli nisem stala na štartu z mislijo, okej, zadnjič se poženem. Ja. Mogoče je bilo to za nekaj tudi dobro. Ja, mogoče. Meta, ful ti hvala, da si bila naša gostja. Mislim, da si delila res dragocene izkušnje. Hvala. Športnik lahko največ za svojo realno samozavest naredi sam, tudi ob ustrezni podpori psihologa. Ključno je, da spreminja svoje stresno oziroma nekoristno mišljenje. Naprimer, če ne bom dovolj dobro nastopal, potem sem slab športnik. Če mi ne bo uspelo, bodo drugi mislili, da sem nesposoben. Takšna prepričanja sprožajo vrsto negativnih mentalnih sprememb. Prav tako je pomembno, da si postavlja kratkoročne, postopne, izvedbene, realne in izzivalne cilje. Ti ga bodo pripeljali do dolgoročnih ciljev, saj bodo skozi stalno povratno informacijo ohranjali motivacijo, usmerjali pot in kazali smer. Športnik naj se uči tudi manj kritičnega dojemanja sebe, napak in igre, tudi preko spremljanja treningov, analize tekem, ocene nastopa in naj razvija samonagrajevanje. Seveda je lepo, če nas kdo drug pohvali, pa vendar moramo tudi sami sebe kdaj pohvaliti, tako doživeti občutek zadovoljstva, ponosa in samozavesti. Za zavestno kontrolo dogajanja med nastopom je dobro, da se športnik nauči tudi tehnik psihološke priprave. Tehnik sproščanja za umiritev telesa, samogovor za kontrolo misli, predstavljanje dobre izvedbe za gradnjo samozaupanja in koncentracije in prednastopne rutine za dosego optimalnega prednastopnega stanja. Danes je z mano dr. Matej Ipavec, fizioterapevt. Matej, dobrodošel. Hvala. Ti si spremljal naše vrhunske športnike na številnih največjih tekmovanjih in bil ob njih ob številnih odličjih. In hkrati seveda tudi vodiš svojo zasebno kliniko, že 15 let si aktiven na tem področju fizioterapije in rehabilitacije. Mislim, da si izvrsten gost za to, kar nas danes zanima. In sicer kot psihologinja vem, da ste fizioterapevti tudi v bistvu prvi psihologi v ekipi. Po napornem dnevu, ko se stvari malo upočasnijo, ko športniki pridejo na terapevtsko mizo, se pokažejo čustva, se razveže jezik in takrat nastopi tudi vaša vloga. A imam prav, da ste tudi malo psihologi? Jaz mislim, da je skoraj vsak delavec v profesionalnem športu pikico psihologa. Ampak svojega poslanstva in pa dela ne jemljem
primarno kot psihologijo, ampak precej bolj klinično usmerjeno, ne, se pravi, iz medicinske stroke gledano. Moramo se zavedati, da enkrat, ko ugasnejo kamere, pa novinarji nehajo loviti naše vrhunske športnike na največjih prizoriščih tekmovanjih, takrat, ko je tekmovalni ritem za njimi, in pa še mogoče kak dan tekmovalnega ritma pred njimi, je mogoče fizioterapevtska medicinska soba ena izmed tistih varnih zavetij, ki spremljajo športnike na vseh večjih tekmovalnih prizoriščih. In takrat se oseba sprosti, da navzven čustva, emocije, ki so se zgodile, ampak takrat moramo primarno pogledati in pa preveriti, v kakšnem stanju je telo, se je mogoče predelala kakšna mala poškodbica, se je mogoče kakšna obnovila, se je kaj novega razvilo, kaj je z tonusom v telesu, in primarno delati na tem, da optimiziramo telo, mišično-skeletni sistem, da je zmožen udejstvovanja v prihajajočih 12, 24, 36 urah maksimalnega tekmovalnega ritma, in da predvsem sprostimo telo, s tem omogočimo normalno dihanje, dober spanec in pa dobro regeneracijo, ki je nujna za dobro udejstvovanje na vrhunskem nivoju. Tako da imamo dosti stika s tem, zdaj, če včasih pride do kakšnih čustvenih odzivov na mizi, je to samo zaželeno, da se še sprosti telo v sami celoti. Kaj torej potrebujejo športnice in športniki, ko pridejo v ta varen prostor, ki ga omenjaš? A potrebujejo samo uho, ki posluša, mogoče tolažbo, razlago, kaj se je zgodilo, zakaj se je to zgodilo, mogoče kakšen vic, da se malo sprostijo? Ne bi rekel tako, bi bolj zapeljal v aspekt tega, da potrebujejo predvsem eno varnost pa stabilnost in eno vodenje, da razumejo, kaj se z njimi dogaja, kaj se dogaja v telesu, in pa predvsem, da vidijo pred sabo eno rešitev, ne, če se zgodi slučajno kakšna poškodba, seveda potem pride strah v telo, in če to ne naslavljamo korektno in pravilno v danem momentu, lahko privede še dodatni stresni situaciji, ne. Teda športniki in športnice v večini primerov potrebujejo predvsem primarno vodenje, ne, v težkih trenutkih, da razumejo, kaj se dogaja, da razumejo, kaj sledi v prihajajočih dnevih in kakšna je rešitev tega, ne. Potem so mirni, zaupljivi in lahko zaupajo procesu, dajmo reči, same rehabilitacije naprej. Če se mogoče še malo bolj poglobiva v smučarske skoke, izjemno tehnično zahteven šport, in vsaka majhna napaka v telesu, majhna telesna sprememba lahko na skakalnici pomeni ogromno razliko. Kako te majhne telesne spremembe vplivajo na samozavest najprej športnika, potem tudi skok in zagotovo tudi na rezultat? S tem bi se tudi absolutno strinjal. Zdaj, če gremo en korak nazaj, malo kdo se zaveda tega, da ko je enkrat smučarski skakalec ali skakalka na zaletalnici in se spusti navzdol, v odvisnosti od 70 do koliko pač metrov skačejo, doseže hitrost vse tja od 70 do 100-110 km/h. In takrat morajo biti vsi segmenti v telesu, od celotne linije gležna, kolena, kavka, hrbtenice navzgor, v svoji maksimalni sočasni elastični komponenti in sočasno maksimalni močni komponenti, ne. Ker pride do maksimalnih odrivov, hitrih, eksplozivnih gibov, zelo nadzorovanega leta in pa zelo močnega implozivnega pristanka pri takšnih hitrostih. In če so slučajno prisotne kakšne kompenzatorne motnje, majhne poškodbe, zategnjenosti, zakrčenosti te muskulature, vsaka majhna sprememba lahko vodi v drastično upad rezultata ali pa seveda sprehod med prvo deseterico ali pa med zadnjimi, ne. Šport sam po sebi, gledam na njega, da je konstantno en sprehod po tanki rdeči črti, ki je ali si na 100% pa dosežeš rezultate, ali pa si niže, ne, in tekmuješ na 70, 80, 90%, ker ni rezultatov. In vrhunski šport je borba, je klavrn šport, in klavrn šport vsak spremlja tudi poškodbe. Teda, če niso optimalni, ne, vsaka majhna sprememba ne vodi do rezultatov, še več, če pretiravamo, lahko vodi v poškodbe. Kako pa to, da je v ženskih skokih več poškodb kot moških? Kakšni so tisti dejavniki v ženskem skoku, v ženskih smučarskih skokih, ki večajo dovzetnost za poškodbe? Zdaj,
ena poškodba ne more biti prediktor enega faktorja. Okay. In kot v samozir bi jih naštel mogoče malo več, ker več dejavnikov vpliva skupaj na en temelj poškodbe. Ne, zdaj, če jih naštejem zgolj nekaj, recimo biomehanske spremembe, ki jih imajo dame v primerjavi z moškimi, ne, dame imate širše medenice, zaradi tega so kotne spremembe v kolenskih sklepih pikico večje in takrat so valgusne ali kotne deformacije kolenskega sklepa večje, temu primerno ob doskokih, preskokih, maksimalnih pristankih, ob zelo velikih silah je večjo tveganje za poškodbo kolenskega sklepa. Potem imamo recimo periodizacijo in pa prezgodno in pa prekomerno obremenjevanje tkiva, ki zelo vpliva na samo nastanek poškodbe. Pa še ena taka situacija, recimo, ki je za šport, kot so skoki ali pa katerikoli šport, kjer je potrebna regulacija telesne mase, izrazito pomembna, so pa Rett sindromi, ne? Ali relativni energetski deficit, ki nastane v športu, ki je skupek več faktorjev, ne? Se pravi, da energetski deficit oziroma energijske vsebnosti, ki jih športnik vnaša v telo, ne dosegajo potrebam, ki jih šport potrebuje in skozi dolgo prizmo lahko to povzroča drastične primanjkljaje, ki vodijo v slabokrvnost, vodijo v metabolne motnje, presnovne motnje, prebavne motnje, kasneje tudi pri damah izgubo ali pa neredno menstruacijo, izgubo menstruacije, izgubo hormonskega statusa, ne, zmanjšan estrogen, pri moških je to testosteron, recimo, ne, ki zmanjša mišično zmogljivost, eksplozivnost, nesproščenost in tako naprej. In več teh faktorjev, če se v danem momentu poklopijo med sabo, vodi v večjo tveganje za nastanek poškodbe. Ne moramo reči, da je samo en tisti dejavnik, ampak skupek dejavnikov. Ne nazadnje imamo pa tudi poti po tekmovalnih prizoriščih, ki potekajo po celotnem svetu. Spod imamo še spremembe v časovnih ritmih, v časovnih presekih, ko potujejo iz vzhoda na zahod in tako naprej. Da tudi spanec kot glavni temelj regeneracije tukaj vpliva zelo na sam nastanek poškodbe. In ko se zgodi poškodba, se svet ustavi. Za vsakega športnika je to velik udarec. Ne samo fiziološke spremembe, temveč tudi psihološke spremembe. Takrat je res težko zadržati samozavest, ponavadi zelo upade. Tudi recimo ob manjših poškodbah verjetno opazimo, da športnik podvomi vase, se sprašuje, kdaj se bo lahko vračal nazaj v polni trening. Kaj šele se zgodi s samozavestjo takrat, ko so poškodbe večje in je športnik oddaljen od trenažnega procesa in tekmovanj za dlje časa. In ko se športniki vračajo, mi večkrat rečejo: Andreja, jaz mislim, da sem prvič na smučeh, prvič na skakalnici, prvič držim žogo v rokah. In zdi se, da bi se vsi radi čim hitreje vrnili, ampak hitro ni nujno najboljše, kaj ne? Ja, to je kar, mislim, eno izmed glavnih sporočil, ki jih moramo dati športnikom. Ampak najprej se moramo zavedati, da nikoli in nikdar ni primeren trenutek za poškodbo. Posebej ne, ker se lahko dogaja to, da imamo enkrat čas in pa trenutek, ko so pred nami velika tekmovanja, enkrat je periodizacija treningov in ko se zgodi sama poškodba, najprej vsi hočejo vedeti zdaj tisti trenutek, ne, kdaj se lahko vrnem. Vsi iščejo čas kot glavni faktor, ne. Ampak bolj kot čas, kdaj se bomo vrnili, se moramo vprašati, kako se bomo vrnili. Za ene to pomeni malo dlje časa, za ene to pomeni malo manj časa. Tako da bolj kot kdaj se lahko vrnemo, je pomembno vprašanje, kako se lahko vrnemo po svojih funkcionalnostih in pa po svojih funkcionalnih sposobnostih. Zdaj, kaj se tiče samega stresa ob sami poškodbi, športniki jih dojemajo precej drugače, ampak vsi pa zelo, zelo pospešeno in pa stresno v svojem telesu. Zdaj, eni imajo stres, ker bojo razočarali ekipo, ker ne morejo zraven, drugi imajo pressing od samega trenera, eni lovijo večja tekmovalna prizorišča in ko se dogaja ravno to v času, ker atleti, športniki so v svoji maksimalni športni pripravljenosti pred večjimi tekmovanji, je to seveda še toliko večje razočaranje. Ampak kar je varno oziroma kaj je pomembno v takih situacijah je to, da jih nekdo varno in uspešno vodi od začetka do konca ciljne rehabilitacije, imajo pred sabo jasen cilj, kaj morajo doseči, da se lahko predvsem
varno, ne hitro, varno vrnejo nazaj v šport, ki bo ta varnost lahko preprečila nadaljne poškodbe. Ampak, tako kot si prej omenila, pri športnikih se pogosto dogaja tale fear of missing out, ne, ta FOMO. Ne. Jaz moram čim prej priti nazaj, čim prej. Ne, in, zato je tako pomembno, da jim razlagamo, kaj pomeni celjenje, kaj pomenijo faze celjenja, kaj pomeni, da se lahko prezgodna obremenitev tkiva jim negativno vrne skozi eno prizmo časa nazaj kot še dodatna poškodba. Ne? Da moramo paziti, da pri poškodbah, ker je telo zelo nagnjeno k prilagoditvenim spremembam, ne? Se lahko na nezavednem nivoju prilagajamo spremembam zaradi ene poškodbe, ki dodatno vodijo v same travme kasneje ali pa večje tveganje za nastanek poškodbe. In pri skokih recimo je to zelo pomembno, ne? Če nekdo izgubi eno primarno funkcijo v kolenskem sklepu in je potrebno tam 10 do 14 mesecev faze rehabilitacije, da lahko maksimalno se odrine, seveda to potem odraz, ko se po enem letu rehabilitacije vrne nazaj na zaletno površino, ker se mora spustiti navzdol. Takrat je pomembno, da zaupa sebi, da zaupa poškodovanemu predhodnemu stanju, da lahko se odraže v najmočnejši funkciji, kaj lahko, ne da bo takrat bil naspal, pa bomo videli, kaj bo, pa če bo vesolje dalo, bomo že. Ne. Športniki morajo biti vodeni, ne, da takrat, ko so jasni prediktorji vrnitve nazaj v šport, ko so kriteriji izpolnjeni, takrat se lahko vrnejo. In nikdar se ne smejo primerjati med sabo. Ne. Zdaj, zelo pogosto slišim, da nekdo je že tekel po 3 mesecih, nekdo potrebuje pol leta, da pride do enega izhodiščnega stanja. Vsi se hočejo optimalno vrniti, ne, ampak procesi rehabilitacije pa se razlikujejo od posameznika. Zato je pomembno, da si vsak piše svojo zgodbo in da se ne primerja z ostalimi, ker vsi se nenazadnje vrnejo nazaj v športno aktivnost. Nekateri v enemesečnem odloku, malo kasneje, nekateri malo hitreje. Ampak vsak piše svojo zgodbo. Presebej se radi športniki recimo primerjajo med sabo. Podajmo en primer, recimo pri skokih je ena izmed najpogostejših poškodba sprednje križne vezi, tudi pri naših reprezentancih je že bilo kar precej. In enostavno, če imamo zahteven šport, kot so skoki, ker so sile enormne skozi odrive in pristanke, skozi enormne sile, ki gredo skozi kolenski sklep, potrebuje to koleno zelo močno stabilizacijo. Ne? Če pa vzamemo enega drugega športnika, recimo, ki je bolj osredotočen na zgornji ud, kot je recimo, če imamo enega atleta, ki vozi recimo kajak, recimo, ali pa kanu, ker niso tako velike osne obremenitve skozi kolenski sklep, seveda se lahko en vrne pikico hitreje kot drug. Ne. Zato je pomembno, da vsak vodi svojo zgodbo in da je ključen element vrnitve nazaj v sam vrhunski šport, prediktor funkcionalnosti in pa ne čas. Sedaj si že začel razlagati in dajati nasvete našim športnikom, ki morda to poslušajo. Torej, ne se primerjati z drugimi, vsak ima svoj ritem povratka in ritem razvoja. Če bi imel možnost, da športnikom svetuješ, da jim daš neko sporočilo za zaključek najinega pogovora, kaj bi bilo tisto, kar naj pazijo, kaj naj spremljajo, kako naj svoje telo opazujejo, kako naj se obnašajo, morda preventivno. Prej smo govorili o kurativi, kaj pa lahko storijo preventivno. Morda tukaj dva glavna sporočila. In sicer sama bolečina ne pomeni zmeraj poškodbe. Je pa zelo pomemben signal, da se v telesu nekaj dogaja. In tej bolečini je treba slediti, analizirati in pogledati, zakaj je tam. Kot eno drugo sporočilo, recimo, ki se mi zdi zelo pomembno, je pa to, da kako se vrnemo nazaj na športno aktivnost, je pomembneje, od kdaj se vrnemo na športno aktivnost. In ni zmeraj dobro z glavo skozi zid tišati rezultate in pa čim prejšnjo udejstvovanje na športnih prizoriščih, je pomembneje predvsem, da se varno vrnemo. Ampak, če narediva še en korak nazaj, recimo, kot en primer bi podal, pred leti smo sodelovali in pa še zmeraj seveda sodelujemo z največjimi športnimi organizacijami v Sloveniji, ker izvajamo zelo pomembne preventivne ukrepe na področju športa. In izvajamo edukacijo mladih športnikov, profesionalnih športnikov, bodočih olimpijcev, ki so kandidati za največja tekmovalna prizorišča.
In v sklopu tega nudimo en kup izobraževanj na področju preventive, na področju medicine, fizioterapije, psihologije, rehabilitacije, pomembnosti periodizacije trenažnega procesa, kaj pomeni to za njihova telesa in tako naprej. In v sklopu tega smo imeli možnost tudi spraševati nekdanje profesionalne športnike, in sicer postavil sem jim enostavno vprašanje in rekel, kaj bi svetoval sebi kot mlademu športniku na začetku tvoje profesionalne kariere, ko si bil nekdaj sam star 15-16 let, sedaj, ko je za tabo že 30 let vrhunske kariere, en kup odličij in tako naprej, kakšen svet bi si dal? In njihovi odgovori so bili mogoče meni pomembnejši kot takrat mladini, je bil ta, da regeneracija je najpomembnejši del treninga. Ja. Da kadarkoli se izvaja nek trenažni proces in se ob tem zgodi poškodba, jo je potrebno sanirati od začetka in do konca. Da naj ne skačejo preveč naokoli in iščejo odgovor za rehabilitacijo, ki je njim bližji, ampak včasih je tudi treba poslušati strokovnjaka, zakaj raje preventivno izvajati rehabilitacijo nekaj dni ali kakšen teden več, da smo varni in pa funkcionalni nazaj na tekmovalnih prizoriščih. Teda, to bi bili eni moji taki strjeni zaključki, ki bi na nek način lahko povzeli najin pogovor. Super. Jaz dodajam še, ne se primerjati z drugimi in vsak ima svoj ritem napredka in razvoja. Matej, najlepša hvala, da si bil moj gost. Hvala tebi. Pa v bistvu iz skoka v skok, no. Se mi zdi, da vsak dober skok te je malo dvignil. Vsak skok, ko je bil čez drugo rdečo črto, se mi zdi, da je kar pozitivno vplival na mojo samozavest. Na vrhu skakalnice mi je najbolj pomagalo, da sem se fokusirala na sam skok in se nisem dala motiti vsem motečim dejavnikom, ki so prisotni tam. S psihologinjo takratno smo si nekako ustvarili moj miren kotiček v mislih in vedno pred samim skokom sem šla z mislimi tja in se ne obremenjevala z ničemer drugim, samo s tistimi ključnimi nalogami, ki sem si jih zastavila. Ja, pač kar nekaj skokov narediš na vsakem treningu, zdaj nekaj je dobrih, drugi so slabši, ampak se mi zdi, da moraš vedno iz vsakega probati potegniti nekaj pozitivnega, pa nekaj, kar si pač popravil, spremenil. So pa v bistvu ta boljši skok je tisto, kar te dvigne, no. Puncam želim, da pač letijo daleč in pa da se pogumno spustijo po planiški velikanki. Jim želim, da bodo sproščene, samozavestne in da bojo uživale v dolgih poletih, predvsem varnih poletih in komaj čakam, da jih bom lahko spremljala in spremljala nov zgodovinski mejnik za ženske skoke. Tako, pa smo v ciljni ravnini. Iz prve roke bivše športnice smo slišali, kako lahko samozavest zaniha skozi športno kariero, kakšna je teža pričakovanj in kako se znajti v drugi karieri. Dali smo vam domačo nalogo, ki vam bo pomagala graditi samozaupanje, skupaj z bivšima skakalkama pokukali v njune spomine in odkrivali, kakšna je vloga fizioterapevta v ekipi. Jaz se pa že zelo veselim vaše družbe v naslednji epizodi, ko bova z vami ne ena, ampak kar dve psihologinji. Prihaja Sara Isakovič, s katero bova govorili o tem, kako so lahko starši in trenerji najboljša možna opora športnikom. Se vidimo!